Lepo vas pozdravljam na današnji predstavitvi novih draveljskih zvonov. Veseli smo, da lahko danes v naši sredi pozdravimo gospoda Dominika Malovrha, serviserja in oglaševalca zvonov. In gospoda Tomaža Klopčiča, lastnika podjetja Krn, ki se ukvarja z avtomatizacijo zvonjenja. Dobar dan. Lepo pozdravljam tudi gospoda Matijo Cergolja ter vse draveljske pritrkovalce, ki jih danes zastopa. V glavnem stare zvonove draveljske je vlila livarna Šentvid nad Ljubljano, kakor je bila imenovana. Med pritrkovalci pa bolj velja ime Kogovšek, ki je poimenovan po enem izmed njihovih vodij. Oni so žal sloveli po bolj nekvalitetnih zvonovih, čimer je botrovala nekvalitetna litina in zato zvonovi niso imeli čistega pa lepega glasu. Med drugim jih je pa kar lepo število tudi počel. To so bili zvonovi, se pravi, veliki je bil iz zvonarne Šentvid nad Ljubljano vlit leta 1928, težak približno 1000 kg in je imel ton E1 plus 4/16. Polton ali na klavirju med belo pa črno tipko si mi zvonari razdelimo v grobem še na 16 enakih delov, zato da se da to zadevo še bolj natančno oglasiti. No, potem drugi zvon od starih zvonov je bil vlit v zvonarni Šentvid nad Ljubljano prav tako leta 1928 in je tehtal približno 400 kg in oglašen je bil na ton A-5. Usoda teh dveh zvonov zaenkrat še ni znana, trenutno pa počivata za župniščem. No, potem je ta zvon, ki ga je vlil Feralit Žalec leta 1971, tehta približno 260 kg in ima ton C2 plus minus 0,16. No, potem je pa v zvoniku gor, v tistih slepih linah, ki so zasenčene z vijoličnimi polkni, še en majhen zvonček, ki je pa jeklen, bil vlit pri Kid Jesenice. Letanca žal ni več, se je žal ne da več razbrati, ker jo je že precej uničila rja. Ton tega zvona je pa AS2 plus 6. Zdaj pa k novim zvonovom. So bili 4. decembra lansko leto, v bistvu sta bila potem ta dva zvonova rojena v livarni Grasmajer. No, zelo malo zatem je strani pritrkovalcev, natančneje strani Matijata, prišla pobuda, da bi imeli pritrkovalci v zvoniku še 4. zvon, zato da bi lahko iz zvonov izvabljali še bolj kompleksne pa še bolj specialne, unikatne viže. Veliki zvon ima ton F1 plus minus 0, to pomeni, da je v bistvu skladen, popolnoma skladen z najmanjšim zvonom, tehta 920 kg in v premeru meri 114 cm. Potem srednji zvon, marin zvon, ima udarni ton AS1 plus 2/16, tehta 540 kg in v premeru meri 95 cm. No, potem tega sem že omenil, sem vam že povedal, to je se pravi 260 kg zvon C, potem pa še najmanjši zvon, to je zvon vlit v Feniksu v Žalcu leta 2020 S2 plus 1/16, tehta 120 kg in v premeru meri 64 cm. No, zdaj pa sem še na hiter malo besed o pritrkavanju. Se pravi, okoli leta 600 je katoliška cerkev pod svoje okrilje sprejela zvonove. Sprva so izgledali bolj posodam, raznim loncem, podobni odlitki iz brona ali iz kakšnih drugih kovin in so bili obešeni samo na ene take konstrukcije, da so viseli, pol so pa po njih udarjali z raznimi kladivi. Mi velikrat rečemo, da je pritrkavanje slovenska posebnost, kar v bistvu pravzaprav ni res, ker se ga zazna tudi v severni Nemčiji, na Nizozemskem, v Rusiji, predvsem pa v bistvu v Italiji, tukaj bolj pri Istri. Je pa naša slovenska posebnost to, da vsak pritrkovalec drži svoj kimbal in pritrkava svoj del melodije. Mi smo pa bolj inženirska družina, moj oče je bil profesor, pa inženir elektrotehnike, več ali manj večino časa kariere je učil in je pa vedno še kaj zraven delal. Mama ni bila vedno tega najbolj vesela, ampak v naši hiši je vedno nekaj tolklo, nekaj nihalo in jaz sem pa s tem rastel, takrat sem bil ravno v osnovni šoli, potem sem pa tudi jaz šel elektrotehniko študirati, tudi moj brat.
In tako smo pol 3 inženirji združili svoje sile in smo v 90-ih letih začeli pa kar malo bolj intenzivno to razvijati. Brat je šel v službo, jaz sem pa kar ostal pri zvonovih in iz tega je nastal poklic. In tam nekje leta 2000 smo toliko razvili naš sistem zvonjenja, da sem naredil prve velike projekte, kot so bila Srednja vas v Bohinju pa Ribnica. Oba zvonika imata zelo velike zvonove in to je bil nekak preboj. Naš pristop je vedno bil, da bomo zvonove nihali tako, kot so jih nihali včasih na roke. To pa lahko narediš samo z računalniškim vodenjem. Ker večina zvonov je tekla takrat in še danes velik del zvonov na motor, kontaktor, vklop, izklop. Bistvo vsega pa je, da vsak zvon danes krmili mikroprocesor. Se pravi, vsak zvon ima dobesedno za sabo en svoj računalnik, ki mu narekuje, kako bo zvon nihal. In zato vedno rečem tudi na predstavitvah, da jaz lahko zvon tako zaniham, s takim kotom, pa tako mehko, pa tako kvalitetno, kot zmore to en zelo dober zvonar. In iz tega je pa nastal tale sistem zvonjenja, ki ga tukaj vidite. Za zvok zvonov je zelo pomembno, da zvon visi na lesu, ne na železnem jarmu, da je kembelj kovan, da je obešen na usnju. In s tem sistemom zvonjenja, mehkim zvonjenjem, računalniško vodenim, lahko tudi zelo prilagajamo, da so zvonovi nihajo nežno, preglasno, premočno, ampak da postane res glasba, ki je okras cerkvi. Temu se reče jarem, zgornji del lesen, os z uležajanjem, zvon in kembelj. To je pa kembelj. Od kembla nekateri rečejo temu tudi jezik v nekaterih narečjih, ker on daje glas zvonu in je zelo pomemben za to, kako zvon zveni. Narejen je pa iz mehkega jekla kovanje v Nemčiji, pri nas na žalost ni kovača, ki bi znal to skovati. In udarec kembla je zelo pomemben za to, kakšen zvok boš dobil iz zvona. Ker če po zvonu udaraš takole z roko, je en zvok. Če udaram s kovinsko palco, je čist drug zvok. Ker zvon ima dve funkciji. Eno je zvonjenje, to je njegova glavna funkcija, ki ima obredni pomen. Bolj temu lahko rečem, posvetna funkcija je pa bitje ure. Da ob četrtinkah, ob polnih urah skladivi napove čas. Potem del našega sistema je tudi ura, tudi pri vas imate zgoraj uro, tukaj vidite model ure. In pa seveda elektronika. To je pa moje osnovno področje. Zato damo omaro iz nerjavečega jekla, inštalacijske cevi prav posebne, da tudi ko pridemo čez 10-20 let v zvonik, da se ne bo zelo časa poznal razen umazanije, kjer se ne čisti redno. Zdaj bom vključil tale zvon. In zdaj bo on zanihal, zazvonil, potem ga bom pa ustavil. Ta časa ne bomo slišali, to bo zvonil. Zdaj je čisto nežno zazvonil. Zdaj pa močno zazvonil. Ne bom nikoli več popravljal in mislim, da sem zdaj kar na dobri poti, čeprav me čaka še nekaj desetletij poklicne poti. Potrebno bo kakšno vzdrževanje, redna skrb in to je to.